Lep pozdrav. Kot je bilo že povedano, je danes vlada obravnavala oziroma se seznanjala z izhodišči oziroma zaključki medresorske delovne skupine, ki je proučevala problematiko odvzema protipravne premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem in predvsem obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija v tej zvezi na podlagi okvirnega sklepa sveta iz leta 2007. To medresorsko delovno skupino je vlada ustanovila že v letu 2009 in je sestavljena iz vseh relevantnih predstavnikov, ki sodelujejo pri odkrivanju in kasneje v pregonu kaznivih dejanj, torej tožilstva, policije, carine, drugih finančnih institucij. Pomembno je, da je vlada na današnji seji sklenila, da bo v tistem bistvenem vsebinskem delu sledila priporočilom, ki jih ta medresorska delovna skupina daje. To pa je, da svoje obveznosti iz okvirnega sklepa uresniči z ustanovitvijo posebne kontaktne točke oziroma organizacijske enote na Vrhovnem državnem tožilstvu. Še bolj pomembno pa je to, da je s tem današnjim sklepom dejansko potrdila usmeritev Ministrstva za pravosodje, da ureditev razširjenega zasega premoženja, ki ni povezano zgolj z posameznim kaznivim dejanjem, ampak je sicer nezakonitega izvora, uredi na način, da je to urejeno v kazensko-pravni zakonodaji. To je Ministrstvo za pravosodje tudi že začelo izvrševati in je konec prejšnjega leta, konec decembra, v strokovno usklajevanje poslalo prvi del kazenskega zakonika, ki daje materialno pravno podlago za takšen razširjen odvzem in uvaja to novo načelo obrnenega dokaznega bremena. Temu pa bo sledilo kasneje tudi nadgradnja z postopkovnimi določbami v zakonu o kazenskem postopku. Torej vsi ti trije zakoni skupaj, zakon o državnem tožilstvu, ki bo organizacijsko usmerjal oziroma umeščal sodelovanje na tem področju, kazenski zakonik, ki bo dajal materialno podlago za odvzem, in zakon o kazenskem postopku, ki bo postopkovno urejal način tega odvzema, bodo tvorili celoto, ki bo omogočila bolj učinkovit odvzem protipravne premoženjske koristi in bo omogočila tudi odvzem premoženja, ki je sicer pridobljeno na nezakonit način. V redu, hvala lepa. Kakšno vprašanje za sekretarja? V redu, hvala, Boštjan. Hvala lepa.